Očitno lahko kiksam v mojih zgodbah, ker Prius ni star 30 let, ampak samo 25. Kot sem narobe povedal, takrat, ker sem omenil zgodbo, ki smo jo posneli ob 20. obletnici Toyota Prius. In da čokolade ne bo treba pojesti meni, se bomo danes šli kviz. Ampak na koncu, prej pa o tem, kako je bilo na vožnji s tem 5. Priusom. In en stavek me je na tej prvi vožnji fasciniral, povedal je nekaj, kar sem v praksi že vedel, ampak nisem slišal, da bi to kdo eksplicitno podaril na tiskovki. Namreč, rigid platform means that the suspension can really work. Se pravi, če imaš trdno ogrodje, bo avto lahko bolj udoben, pa hkrati bolj čvrst v vinkih, ker je ogrodje pri miru, se nič ne zvija in potem se zmetenje res lahko ukvarja samo z luknjami na cesti. Seveda, klasična fizika. No, to mi je razložil drugi človek razvoja novega Priusa na intervjuju, ki smo ga posnela na bližnjem heliportu. Sej, glede te lokacije, sem mislil, da sem ful nadležen, ampak takrat, ko najdeš ta prave kreativce, se vse da. Govorim seveda o PR-ovcu. Namreč, sem vprašal, ali veste za kakšno fajn lokacijo za intervju, pa je razmislil. Yes, we have. No, ampak seveda potem jaz razmišljam naprej in pa rečem, a bi bilo možno dobiti vseh 5 Priusov odkole okrog mene za ozadje? Pa on prav, it will take a lot of organizing, but let's do it. No in seveda res je vzelo veliko organizacije, ampak jaz mislim, da je kar bilo smiselno. Pa čeprav je zelo, zelo močno pihalo, se mi zdi, da je bil kader tak neklasičen in zato si ga bom jaz zapomnil. Kako pa je seveda vse skupaj izpadlo? No, poglejte. Ampak preden vas danes prostim še tokratni kiks, oziroma kviz, rečemo temu. Vožnja je namreč potekala po obalni cesti mimo enega templja in čeprav to ni bilo po planu, sem izkoristil priliko in zavil dol s poti, pa si ukradel nekaj minut za ogled te znamenitosti. Ampak potem sem jaz eno fotografijo poslal moje hčerki, ki ima zelo rada to grško mitologijo in je tako rekla, ma ne, tati, to pa res ni Atenin tempelj. In seveda moje današnje vprašanje je, čigav tempelj je to, kar gledate na teh slikah. Od katerega grškega boga je ta tempelj? No, ta tempelj boste našli južno od Aten, približno 30 km stran in seveda za čokolado bo treba surfati.